Upokojitev je lahko tudi priložnost za nove izzive. To je moto rubrike Aktivni seniorji in moto našega tokratnega gosta. Janez Platiše je po upokojitvi ustvaril, lahko rečemo, kar popolnoma novo kariero. Postal je multimedijski novinar in na spletu odprl blog Seniorske novice. Midva se poznava že kar nekaj časa in zdaj bi želela, da vas dobro spoznajo tudi naši gledalke in gledalci. Čeprav je vaš blog Seniorske novice zelo dobro obiskan in klika. Najprej pa seveda dobrodošli. Ja, dober dan in dobro jutro in hvala za povabilo. Z veseljem. Je pa res, da so Seniorske novice in pa družabna omrežja, ki so z njemu povezane, kar dobro obiskane. Vse to bova povedala, kje ste aktivni, kako ste aktivni, ampak najprej, 27 let ste v pokoju. Točno. In upokojili ste se, to moram povedati, ker je danes to nepredstavljivo, ko ste bili stari 50 let. Točno. A pa ste že tako, to so še kar aktivna leta, vedeli, da vas bo nekaj moralo še gnati naprej, da boste aktivno preživeli to tretje življenjsko obdobje. V bistvu sem v neki smeri nadaljeval tisto, kar sem že počel. Sam, da sem sedaj, oziroma potem, lahko to širše zastavil. Takrat je bila tudi to možnost, da sem lahko odprl, recimo, popoldansko obrt, se reklo takrat, no sedaj se temu reče popoldanski SP, če se ne motim, ki ga sedaj jaz kot upokojenec ne morem odpreti. In se je to nadaljevalo. Sam nastopil je pa problem. Takrat je bila še analogna fotografija, analogno izdajanje časopisov, treba se je bilo naučiti digitalne fotografije, treba se je bilo naučiti, kako se naredi blog, kako se naredi spletna stran. To pomeni, naučiti se je bilo treba digitalnega poročanja. In jaz sem se potem najprej zavzel, da se naučim računalništva. To je bilo pa takrat kar zahtevna reč, izobraževanje je bilo zelo drago in za ne dva izobraževanja sem spravil denarja skupaj, potem je bilo pa konc in sem takrat zelo se zanimal preko tretje univerze, če že imajo kakšen tečaj, pa tako naprej. No, takrat ga ni bilo, vendar kmalu se je v Trebnjem na tretji univerzi pojavil tečaj oziroma izobraževanje računalništva in takrat se je pa začelo. In takrat se je odprlo tudi v Ljubljani in takrat se je za mene začela nova karijera. Točno. In imeli smo zelo dobre predavatelje, ki jih je poskrbela tretja univerza. No in tam se je tudi rodil naslov spletnega časopisa Seniorske novice. Rodil se je pa takrat, ko smo vladali, kako se nastavi blog, kako se na blogu piše, kako se vnaša in vse tako naprej. Nalaga fotografije, videoposnetke in tako naprej. In potem se je bilo treba spomniti ime tega bloga oziroma spletnega časopisa. In meni je tisti trenutek prišlo na misel Seniorske novice. No in potem so se stvari začele. Ampak Seniorske novice ne pišejo samo o temah, ki bi zanimale samo upokojence, ampak vi ste aktivni, hodite na številne dogodke po Sloveniji in potem objavljate prispevke. Tudi zanimivo, v mailu, ko sva si dopisovala, v vašem podpisu piše ne upokojenec, ampak Janez Platiše, fotograf in novinar. Ja? Točno. Jaz se ukvarjam s fotografijo že od mladosti. Bil sem tudi že preden sem odprl Seniorske novice, sem bil tudi urednik in ustanovitelj lokalnega časopisa, tam kodar sem stanoval in služboval, to je bilo na Dolenjskem, v Trebanjski občini, točneje na Mirni, in sem to prakso nekako imel. Treba je bilo sam spremeniti v digitalno obliko, ker se je začel pojavljati problem, kam pa to objavljati. In seveda Seniorske novice so bile kot nalašč za to.
In jaz sem lahko začel poročati o stvarih, ki drugi niso. No in recimo, o čem pišete, snemate danes? Recimo, Smo vas videli tudi prej v posnetkih med akcijo. ja, recimo sedaj bi bilo zelo aktualno na področju starejših dolgotrajna oskrba, potem kako poskrbeti za bolj ugodno zaposlovanje upokojencev, potem recimo tudi ženske podjetnice sem spremljal, ko so imeli poslovni kongres. Pa na družabne dogodke tudi hodite, ja? Seveda, tudi na družabne dogodke. No, še prej bi pomenil, kar je bilo zelo zanimivo, ta prižig lučk v arboretumu, ne. Družabne dogodke, kjer ga bi sedaj omenila. Recimo tudi na nekatere Lions klube hodim, ne, ko poročam z njim, potem sedajle sem spremljal v domu starejših Tabor Ljubljana odlično poučevanje, mobilno poučevanje starejših ljudi. Bilo je to individualno, torej 1 na 1, tako da ni bilo nobene gužve, pa skozi so se učili, prihajali in odhajali. In tam sem naredil eno fotoreportažo, pa nekaj digitalnih videoposnetkov in jih seveda sproti objavljal. Na blogu, katere so še ostale platforme, kjer ste aktivni, torej Facebook? To pomeni, imam Ja. 2 Facebooka, to pomeni osebnega, to je Janez Platiše. Ja? Iz Janez Platiše izhaja potem Seniorske novice, potem imam Twitter, sedaj se reče X, potem imam TikTok. A tudi na TikToku ste, dobro? Ja, in je zelo dober. Odziv je dober, ne? Ja? Ja, zelo dobro sprejema starejše, neverjetno, nisem pričakoval, ne. No in potem pa tudi Instagram, ne. In seveda, ko vse to povežem, da nek rezultat in to dober rezultat. Je pa značilno za mene, ker dobivam tudi potrditve, da velikokrat objavljam stvari, ki večji mediji ne pridejo zraven, vendar jih potem s tem spodbudim, ne da bi kaj posebej želel, da so pozorni postanejo, ker vidijo, da je stvar zadeva taka, ki je tudi za velik medij primerna, ne. In pa moja značilnost je to, da poročam, to pomeni stvarno, stvari ne napehujem ali pa ne zmanjšujem in tako naprej. Tako realno poročanje in to je ljudem všeč, ne. Teče zadnja minuta, gospod Platiše. Vem, vse to delo vam vzame seveda kar veliko časa, ne? Ampak vi ste zelo srečni, ne, ob tem, kar počnete, kar vam izpopolnjuje življenje v 3. življenjskem obdobju. To je vsekakor verjetno, da midva danes ne bi tukaj sedela, če se jaz ne bi s tem ukvarjal. To je meni tako prijetno delo, da grem običajno spat v benih ali pa v pol 2 zjutraj. No, ampak zaključiva zdaj s tisto mislijo, o kateri smo se pogovarjala tik pred začetkom tega pogovora, ne. Starost ni najbolj prijetno, ste rekli, ampak... Ja, torej stvar s starostjo je tako. Starost dejansko ni najbolj prijetna, vendar, če se potrudimo, jo lahko naredimo prijetno. Ja. Hvala lepa za tale prijeten pogovor, gospod Platiše. Veliko lepih prispevkov vam želim še naprej. Zdaj pa upam, da bova tudi mi da naredila kakšno fotografijo za Facebook, Instagram, TikTok in tako naprej. Jaz sem za to, okej. Ja, velja, okej. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala za povabilo.